Ja, kako je lepo. Premalo je trajalo. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. No, tako zgleda pri nas v bistvu, tudi če gremo za 2 dni. Malo kaotično. Tam svojo ženo peljem v glamping klub, no ja. To je tisto... Ja, to. V tej stvari, ki smo že nekoč pisali, ki je zdaj še živo pogled. Kaj da? Daj pustimo v službo, no. Daj, no. Ej. A ne? Ej, čist noro. Draga, kaj praviš? Ne, zakaj človek načeloma hodi tako, bom rekel, na konc sveta, ne? Videla sem zdaj prišla v ta famozen glamping, ki je že 2 leti v Sloveniji, pa nama kar ni ratalo sem prijet, ne? In sem v bistvu malo, ko bi človek rekel, surprised. Načeloma sploh ne vem, zakaj hodimo po celem svetu Slovenci. Iščemo egzotiko, imamo pa v bistvu egzotiko zelo blizu. Kaj bi mogla država, mogla sofinancirati, da bi vsak Slovenc en teden na let preživel nekje domačem okolju. To je tako kot socializem, zapreš meje, noben ven ne more iti in je to in se denar kroži noter. Božena je klicala. Varuška otroka, namreč prvič po dolgem času so sama. Vse je okej spančka kot jagenček, LP bab. Zdaj pride pa še en otrok, boste videli. Sicer ime mu je Filip. Tako da nisva še čisto sama. Ja, ima sam 3. Ampak je moški, pa neko Ja, odraste. dobro, moški do 40 leta nismo nič, ne. Kitara imamo. Zdaj, če želi svojo res presenetiti, ne, pa jo peljati nekam, kjer so tanke stene, polep. Ja, kako je lepo. Premalo je trajalo. Tako je to, ne. 2 dni je za glamping Krbal ljubno čist premalo časa, ker namreč toliko enega miru, pa ene urejenosti, pa take
odsekanosti od sveta že dolgo ne tako blizu Ljubljane. Tako da vsak, ki želi malo prekiniti oziroma se malo transportirati iz Slovenije, je tale glamping več kot idealen. Temu sledi pa še odlična gostinska ponudba z super zajtrkom pa idealno večerjo. Karkoli že to pomeni, ni veliko izbire, ampak večerja je res takšna, kot bi mogla biti. Nekje med restauracijskim krožnikom pa res dobro hrano. Valjda pa ta glamping nima samo bazena, pa lepih hišk, pa lepega ambienta, pa tudi spa. Torej savno in ponuditi seveda tudi masaže, tako da za kompletno doživetje treba sprobati vse te 3 segmente. Dejstvo je, da ima Slovenija s herbal glampingom ljubno po mojem enega najboljših resortov na svetu. Jaz sem že imel priložnost biti 2-3krat v določenih glampingih, ampak nikoli nisem doživel toliko zanesenosti k perfekciji, kar pomeni, da je res tukaj vse narejeno tako, kot bi mogli biti. To pa pomeni, da si v moji knjigi sigurno zaslužijo eno veliko 10. Zdaj samo to povem, da vsekakor se bom sem vrnil, pa ne samo enkrat, ampak večkrat. Jaz se res nočem domov, ampak moram. Zdaj, preden pa vrnem tale avto, mogoče par stvari, ki bi hotel Juliji rad povedal. Prva stvar, ki valjda vsem pade v oči, je njen dizajn. Ta je tak, da je na cesti ne boste zgrešili. Oziroma, Alfa, ki obljublja, da bo ful dolg časa fresh in da bo zanimiva leta in leta. Sem naj kdo pove, a te seksi riti bi lahko kdo kaj zameril? Jaz mislim, da ne. Druga stvar, ki bi pri tem avtu všeč, je to, kako se ta avto pelje. Namreč ta avto ima zaden pogon in tudi 180 konj, kolikor jih ima moja tesna Alfa, je bila več kot solidna sopotnica. Še tretja stvar, ki je izjemno preseneti pri tem motorju, ki je lepo odziven pa vse ostalo, je pa to, da pokur zelo malo. Jaz sem recimo na poti v Prago in nazaj pokuril v povprečju 5,3 litra. Če vas slučajno ta avto ful zanima, je nekaj, kar morate vedeti. Zadnja kamera je zaradi preglednosti zadka obvezna oprema. Namreč moja Julija ni imela in kaj bi temu lahko rekel? Ja, parkrat sem bil kar zmed. Eden najbolj zabavnih avtomobilov, kar sem jih letos vozil. Kar je pri meni pri tej Alfi še posebej všeč je notranjost. Notranjost je res inovativna oziroma tako, malo grmanska na nek način. Predvsem je ta ročna ročica avtomatskega menjalnika zelo BMW-jeva. Ta gumb pa ni nemški, ampak je zelo italijanski. In sicer vseh športnih v avtomobilih najdete podobnega. Če to celo zimo funkcionira, zakaj pa mi ne živimo v šotorih? Hobitska deželca to ni. Da grejo se razpakirati pa gin tonik bo namiksala.